Začne se s črko I. Belis društvo ima tudi v imenu črko I. Iskrenost, ki je pogoj za srečo. Človek, ki ni iskren, ne more biti srečen. Človek, ki je iskren, pa je srečen. Zato je zelo pomembno, da smo iskreni, iskrivi. Iskrenost je nasprotje od laži. Laž, pa tudi če je bela, ne prenaša sreče. Kdor je srečen, je tudi iskren. In kdor je iskren, je tudi srečen. Kako biti srečen in iskren v tem svetu? Dve vrsti iskrenosti sta. Ena je zemeljska iskrenost, druga je pa božja iskrenost. Zemeljska iskrenost je, danes pa imaš slabo frizuro. Ljudje ne vzamajo to kot iskrenost, ampak kot žalitev. Zemeljska iskrenost prinaša bolečino. Medtem ko božja iskrenost prinaša pravo srečo. Kako pa priti do te iskrenosti božje? Zelo preprosto. Prebrala vam bom pesem iz knjige Spekla v raj, katero sem napisala leta 1995, ko sem se trudila, da bi prišla do izvora, do božje resnice, do božje iskrenosti. Ne moramo priti do božje iskrenosti, če ne priznamo svojih zemeljskih pomanjkljivosti, svojih zemeljskih šibkosti. Pa ne tako, da jih na en način darujemo svojim bližnjim, ampak da sami v svojem srcu priznamo, kaj so naše slabosti, kaj so naše zemeljske lastnosti. In zato je tako zelo pomembno, da smo iskreni najprej do sebe in priznamo svojo zemeljsko neiskrenost, svoje zemeljske šibkosti. To je tako, kot če gremo v kuhinjo in želimo oprati umazan kozarec, ne da bi izlili staro vsebino iz njega. Najprej moramo odliti staro in potem s čisto vodo očistiti in ga tudi napolniti. Tako je tudi z nami. Obljubila sem vam, da vam bom prebrala pesem Poslednji Kristusov klic, ki je bil zame leta 1995, v juniju zelo, zelo pomemben. Podari mi ljubezen in boš ljubezen postal. Podari mi radost in jo boš spoznal. Podari mi smeh in boš ozdravel. Daj mi roko in nikoli več sam ne boš. Daj mi svoje težave, da jih zavedno izgubiš. Daj mi solze svoje, da v dar bisere dobiš. Podari mi svoje telo, da ga pozlatim. Podari mi dušo svojo, da jo posvetim. Podari mi smrt svojo, da jo v večno življenje spremenim. Bodi eno z menoj in postani otrok moj. Bodi tudi ti, Kristus nocoj, da ljudem kazal boš pot. Bodi v snov, da boš svoboden in sam svoj. To je bil poslednji klic za mene. Mislim, da je bilo to 27. junija leta 1995. Res sem intenzivno odpuščala. Imela sem polno zamer do mojih staršev, do bližnjih, do partnerjev, do same sebe. In iskrena sem bila.
Brez te iskrenosti ne morete priti do Božje iskrenosti. Samo ena je pot, ki nas vodi do prave iskrenosti, do Božje iskrenosti. To pot je, da se odločimo za ljubezen. To, kar je tudi prva alineja 9. člena Društva za srečno življenje Belis. Leta 1988 sem imela v Tivoliju srečanje, takrat je bila Slovenija še Republika Jugoslavija, del Jugoslavije. In praznovali smo 29. november. Bil je praznik. Danes, 29. november, uradno ni več praznik. Ampak za nas, člane društva Belis, pa je praznik. Jaz osebno ga praznujem kot dan brezpogojne ljubezni. In leta 1988, 29. novembra, sem imela prvo srečanje, dan malo drugače, dan z brezpogojno ljubeznijo v Tivoliju. In od tedaj dalje je za mene ta dan poseben dan. Izrekla sem, ne bomo več praznovali republike, ampak odločitev za brezpogojno ljubezen. Jaz osebno imam ta dan 29. november. Vi lahko imate svoj dan, ko se boste vi odločili za popolno Božjo ljubezen. Ampak morate biti res vsi iskreni do sebe. Preložite bremena ali pa nekaj na Kristusovo luč. Preložite. In Kristus je tisti, ki vas bo očistil, ki vas bo napolnil, ki vas bo usrečil, ki vas bo napravil neobčutljive za vse dogodke, ki se danes in ki se bodo še jutri dogajali v nas ali okrog nas. Iskrenost je pomembna. In prosim, vse vas člane društva Belis, vse tiste, ki boste poslušali ta kratki govor, zemeljska iskrenost vodi do popolne Božje iskrenosti. In želim si, da bi bili vsi iskreni do sebe in potem bomo živeli tisto življenje, ki se mu reče srečno življenje. Ker samo iskrenost nas vodi do popolne sreče. Hvala lepa za vašo pozornost. Svet se res obrača. Namreč predsednica Društva za srečno življenje Belis, Eveljana, nenehno govori o enih stvareh, ki jih tudi jaz sem včasih težko razumel. Za marsikoga je to besednjak, ki je tudi težko razumljiv. Ampak kaj v končni fazi se dogaja ta hip? Velik preobrat. To, kar zdaj Eveljana govori, se mi zdi čist iz zemeljskega vidika eno opozorilo. Ostanite zvesti sebi. Samo sebi. Ker to, kar se dogaja izven nas, vse to, o čemer smo priča, kaj vse smo danes videli v prvem delu filma, vse, kar nam je Izidor povedal, pa kar nam je zdaj Eveljana povedala, to sta dva popolno različna svetova. Tisti prvi in drugi del današnjega srečanja nas vleče iz sebe, nam vliva strah, nam vliva nezaupanje, beg pred sabo, beg pred drugimi, beg, ne vem, v naravo, v hribe, pred seboj. Ampak ko človek sprejme sebe, tako kot je Eveljana rekla, in je iskren do sebe in do drugih, se šele v bistvu začne tisto stabilno življenje. Tako da, draga Eveljana, iskrena hvala za te besede, ki so poduhovljene, pa vendar veliko bolj materialne kot ta znanost, ki nam jo ponujajo mediji, ki nam jo ponujajo vlade, ki nam jo ponuja WHO in ves svet, ki nas straši in vodi pot izven nas, tako da ostanimo v sebi zvesti in iskreni.